Oddaja Odnosi so zakon. Dobrodošli v oddaji Odnosi so zakon. Danes je z mano v Diževem studiu Benjamin Siter, voditelj družine in življenja, ki ponavadi sedi na tej strani mize in za tem mikrofonom, danes pa na tisti strani, kjer imamo goste. Benjamin, kako je biti v tej vlogi na drugi strani mikrofona? Glede na to, da nisem navajen te vloge, je to mečken težje zdajle. Ja, imaš tremo? Mečken, ja. Ok, v redu. Mal pa moram priznati, da je. Ja. Se bom potrudila, da ti bom pomagala ven iz te treme. No, daj. Pa dajva začeti z enim takim vprašanjem, malo bolj splošnim vprašanjem. Kakšni so časi, v katerih živimo? In s kakšnimi izzivi se danes srečujejo zakonci, družine? Mislim, da je pač čas po koroni, ne, je zelo razslojil to družbo še malo dodatno, se mi zdi, v smislu tega, da se je res pokazalo, kateri pari nekaj delajo na odnosih, pa kateri ne. In tam, kjer ne, so šle stvari zelo narazen, da tako rečem. Mene je zadnjič šokirala ena izjava, ki jo je ena gospa povedala, sva se pogovarjala v eni družbi, pravi, delam v odvetniški pisarni, kjer več ne sprejemamo novih vlog za ločitve, ker jih je preveč, ker jih ne zmoremo vseh obdelati. Ne. Se pravi, ločitve, razhodi so v izjemnem porastu. Seveda, korona je bila stiskalnica, ne, tako kot pravi naš sodelavec Aleš Čerin, ki je stisnila ven tisto, kar je bilo noter. Se pravi, bila je katalizator, ki je pokazala, kakšne so naše družine zares. In tistega klasičnega potrpljenja, ki je nekoč bilo, ne, se pravi, da se potrpi skupaj, tega ni več. Mislim, da je to po en stran tudi dobro. Se pravi, da ni fajn, da človek ali pa par celo življenje samo vztraja skupaj. Ne. Se pa toliko jasneje kaže potreba po tem, da če pa smo skupaj, pa da sva si na jasnem. Jaz mislim, da ogromno parov gre mnogo prehitro narazen. Se pravi, da prekmalu obupajo. Tudi seveda veliko jih živi, kohabitira, niso v poročeni zvezi. Se pravi, tukaj je še tisti dodaten družbeni pritisk, ki si ga narediš, ko se odločiš. Se pravi, ko pred Bogom, pred ljudmi, pred žlahto, pred vasjo rečeš da, ne, ženi in ona možu, se pravi v sreči in nesreči. To vendarle nekaj pomeni. Ne. To pač drži in meni je to Jordan Peterson rekel. Ne. Enkrat sem ga na kratko intervjujal. Pravi, this makes a difference. Se pravi, to naredi tisto razliko, da si ti vsaj načelno zapreš neka vrata in rečeš, ne bova vztrajala. In potem so lahko pristna. Ne. Hotel sem reči, ni več tistega samo vztrajanja zaradi vztrajanja in to je dobro. Obenem pa je pa jasno, treba je začeti delati. Treba je začeti intenzivno delati zato, da bi imeli zares dober odnos, da ne bi samo bili skupaj. Ne. In še ena stvar, ki jo opažam, je pač, da ve ženske ste tle tiste, ki ste v bistvu zdaj v eni taki poziciji, tudi družbeno rečem, moči, da lahko zahtevate več, kot je bilo kdajkoli v zgodovini in to je dobro. Po drugi strani smo pa možje še zmeraj tisti tipični umikajoči se Adami. Ne. Adam je bil zraven, ko je Eva vzela tisti sadež, ne, pa ni naredil nič, ni je zaščitil, ni je ustavil, bil je popolnoma pasiven. Ne. In veliko decev danes je pasivnih še vedno, veliko je tega umikanja. Ne. In meni se zdi, da naš čas, ki je pač nujno zahteva aktivacijo moškega. Se pravi, aktivacijo mene osebno, da jaz začnem delati na sebi, da se začnem kot moški krepiti, graditi, da nisem več klasičen copatun, ki pač se z vsem sam pokima, da draga in to je to. A ne? Da ima mir, ne? Da ima mir, ne? Ja, zadnja beseda pri hiši, da draga. Ne? Mislim, teh štosov smo se preveč naposlušali, če mene vprašaš. Ne? Hkrati pa, da tudi nisem tisti umikajoči se ne vem kaj, neki ik, ne, se pravi alkoholik, športnik, neki, ne. Ampak da vstopim aktivno, proaktivno v ta odnos, da začnem ga z ženo graditi,
Hvala Bogu, no, tudi ta čas pa jaz opažam, da je ogromno neke ponudbe tam zunaj, ki se začenja prav na tem področju gradnje boljših odnosov pojavljati. Recimo v primerjavi z pred več kot 20 leti, ko je Družina in življenje kot organizacija nastala, ko sta jo Dani in Vilma, pač moja starša, začela, takrat tega ni bilo skoraj nič, ne, ali pa zelo malo. Ne. In zdaj pa vidiš tako, je precej ponudbe, se pravi, izziv je zdaj pa drugačen. Ne. Kako izbrati tisto dobro ponudbo, tisto pravo ponudbo. Ne. Pač unikum tega, kar delamo pri Družini in življenja, je to, mislim, in da je to ta prava, ne, se pravi, družina pomeni res ta odnosni, medčloveški vidik, ki ga pomagamo ljudem zbildati, da rečem. In življenje pišemo pa z veliko, ker se nanašamo na Jezusa v Janezovem evangeliju, ki pravi, prišel sem, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju. Ne. Se pravi, ta duhovna komponenta, kjer mislim, da mora iti oboje z roko v roki, da tudi ne sme ena ali pa druga prevladovati, kar se pa tudi zgodi v naših krščanskih krogih, ne? Da hočemo vse samo na duhovnost obrniti. Malo pobegniti, ja. Pobegniti ali pa malo poflikati z duhovnostjo. Ne? No, še to je recimo ena značilnost tega časa in teh novih generacij, ki prihajajo. Ne? Sploh, recimo, dobro, jaz sem zdaj tle proti 45. letu, ne, midva so tle nekje mareta, ampak tudi te nove milenijske in ostale generacije, ki prihajajo, tega, ne vem, nepristnosti ne prenašajo več. Se pravi, ne prenašajo več, da bomo samo en krščanski flajšter nalimali čez bolečine, pa da bomo rekli, ja, to je pa zdaj v redu. Ne. Se pravi, moramo si dovoliti vstop v bolečino, iti skozi njo, pa hkrati imeti neko trdno zaupanje, da nas Bog tudi na drugi strani čaka in nas pelje čez ta proces. No. Ja, super, ne. Prej sva že omenila korona in vse, kar je pač posledično se zgodilo. Tudi v Družini in življenju so se v tem času zgodili, bomo rekli, krajni tektonski premiki, v katere smo bili na nek način prisiljeni. Hvala Bogu. Pa hkrati, ja, ne, zanimivo, kako hitro se človek zna prilagoditi novi situaciji, če vidi nek smisel. Ne. In tudi ta studio, v katerem danes sediva, ne, je, bomo rekli, sad korone. A ne? Jaz se še spomnim, ko sem začela pri Družini in življenju leta 2020, a ne, so bile to ene od tvojih sanj, ne, nekoč bomo imeli studio. In še prej že tudi Danjeve. Tako, ne. Skratka, že dolgo časa smo sanjali o tem, ne. Potem pa je prišel trenutek, ko smo mogli prav na hitro tudi nekaj na to temo narediti. In ne vem, če se še spomniš, ne, kako so prve oddaje Odnosi so zakon izgledale, ne. Vsak doma na Zoomu, ne. Pa ko si omenjala tisto tremo, ne, mal je pa le drugač, ne, se pravi, nekaj teh izkušenj smo si po tem času nabrali, ampak, glej, tukaj lahko potegneva eno pač pravilo za vse, ne, se pravi, začni tam, kjer si, pa začni, pa delaj postopno, ne, in mi smo tudi res začeli s tem Zoomom. In ne takoj začeti s perfektno situacijo, ne, kar studio recimo zdaj ne bi bil, ne. To je moja osebna skušnjava velika, da bi rad vse najbolj perfektno že na začetku naredil, ne. No, tle smo pa, hvala Bogu, res po intuiciji in po potrebi šli najprej na tisti čist preprosti Zoom. Potem smo začeli studijem brez zvočne izolacije, ne? Se pravi, je odmevalo vse. In smo še to uredili in še pač mikrofoni in vse tako. Se pravi, veliko tega dela je v ozadju. In mi je zelo všeč ta postopnost, ker se mi zdi, da se jo tudi drugod lahko privzamemo za eno tako pravilo, ne. Da malo povemo našim gledalcem, ko mogoče nekateri takrat še niso bili z nami, ne, čist prvi spletni seminar, ne, je bil posnet v dnevni sobi, ne, Danija in Vilme, in celo Dani ga je sam snemal, a ne, je šel pa pritisnil gumbek, zdaj pa snemamo, pa vmes jih je kdaj poštar zmotil, pa vse živo se je dogajalo, ne. Potem je bil upgrade, ne, naslednji korak, ko smo postavili studio v njuni dnevni sobi, pa smo Roka našega angažirali, da je prišel posnet, skratka, dejansko, če gledamo zdaj nazaj ta 3 leta, v teh 3 letih se je res veliko zgodilo, ne? Že samo na področju te naše videoprodukcije. Ne? Ja, in hvala Bogu, zdaj nas spremljajo tudi na 6 lokalnih televizijah. Ne? Veliko ljudi od zunaj, izven naših, bi rekel, krogov, me zdaj pocuka za rokav, pa rečemo, smo te pa gledali, ker si se s tem pa z onim pogovarjal. Tako da se mi zdi, da se s tem tudi ta doseg tega sporočila, kako pomembno je to preventivno delo na odnosih, se širi. No. Tako da hvala Bogu za ta orodja, no, res. Ja.
In oddaje Odnosi so zakon, ki jih na teh televizijah predvajajo, in jih mi dajemo na razpolago, niso edina stvar, ki jo snemamo v tem studiu. Letos smo začeli še z enim novim projektom, boš kaj več o tem povedal? Ja, se pravi, dalj čas, vse tako, pri nas se mi zdi, da je res fajn, ker vse te stvari rastejo iz neke notranje potrebe, iz potrebe srca, da rečemo. In veliko časa, pač mi imamo te tedenske sestanke, kjer si kar lep čas vzamemo, po narekovaju ga zapravimo za našo skupno molitev. In dalj časa smo razmišljali, pa to bi morali nekako dajati naprej, kar je tudi eno od naših temeljnih gesel, to, kar smo prejeli, dajmo naprej. In potem je iz modrosti ekipe prišlo just turn the camera on. Se pravi, prižgi to kamero, smo se prestavili sem gor in zdaj delamo te epizode Eklezije. Se pravi, to so naša srečanja, pri Svetopisemski družbi so s tem konceptom prišli na dan, kjer sledimo prav redosledu branj Svetega pisma, ki reče temu, gre za neke temeljne odlomke, ki naj bi jih Jezusov učenc poznal, predelal, dal skozi in se pač teh 18 nekih tem dotikajo. In vidimo, da je to neko naše notranje osebno zorenje v veri in zdaj s tem, da pač to snemamo, omogočamo tudi našim voditeljskim parom, govorniškim parom v družini in življenju, da se nam pridružijo pri tem. Kdor bi to želel prejemati, se lahko preko mojca@dis.si naroči in bo Mojca vključila vas v mailing listo. To ni za neko širšo javnost, se pravi, zadeva traja urco pa še malo, da pridemo vsi naokrog, ampak dobivamo dobre odzive. Vidimo, da moramo za naše, mi rečemo po domače, diževce, se pravi, moramo dati še več tudi poučevanj internih, tako da tudi kakšne spletne seminarje. Vidve z Mojco pripravljate zdaj seminar za nove voditeljske pare, ki bo kot spletni seminarček na voljo. Ta poučevanja mislimo delati v tem prihajajočem letu malo bolj. Bolj za interno javnost. Bolj za interno javnost, tako. Pa še kak spletni seminar tudi za navzven bomo posneli. Tako, pač to orodje tega studija in teh video vsebin se mi zdi, da je treba izkoristiti, ker je to ta način, na katerega se danes ljudje učimo, vstopamo v stik z neko vsebino, izkoristimo čas, ko, na vožnji ali pa, ko se pegla ali pa ko se telovadi ali pa karkoli, da zraven še neko kvalitetno vsebino zase dobimo, preko podcastov, preko oddaj. Omenil si, ta proces studija, od nekega sanj, želje, vizije do realizacije, In zelo podoben projekt, je tudi Geneza 23, ki se je zaključil z Božičem. Daj nam majčken povej. Jaz vem, da to so bile pa tvoje sanje konkretno, dolgo časa. Kakšen je občutek, ko se ene take sanje uresničijo? To so zelo velike sanje. Jaz res izhajajoč iz teh potreb, ki sva jih omenjala na začetku, iz tega, kjer ljudje danes smo, vidim, da je mimo čas, ko bi ti recimo za odnose se neki šel na en tečaj, pa naučil, pa pol znal za cel življenje. Se pravi, kako boljše odnose živeti v vsakdanjem življenju zahteva vsakdanje delo. Se pravi, vsak dan rabiš ti en prompt, eno spodbudo ali pa spodbudico, ki pa ne sme biti prevelika, ker imamo vsi že vsega preveč. Se pravi, mora biti nekaj lahkega, obvladljivega, pa vendar, da te spomni, gled, tvoja žena, dec je tvoja prva prioriteta. Se pravi, daj danes nekaj tega svojega časa vendarle namenja. In tako da upam, da iz tega kasneje rata še kaj večjega, v smislu kakšne aplikacije, ampak to so še vedno samo sanje. Spet pa smo šli v postopnost, se pravi, jaz sem zelo hvaležen, da je tukaj tudi od roka žena, Bogomila Černelič, pristopila kot projektna vodja in takoj, ko je prišla ona zraven, so te pač se pravi sanje, ki so bile prej nekje v zraku. Veliko smo imeli spisanga, veliko pogovorov, veliko raznih sestankov je že bilo na to temo, tako da je bilo nekaj za v roke vzeti,
ampak potem sta ona pa Meta rekla, dajmo mi nekaj konkretnega. Ne? Smo šli na to genezo 23 dni vsakodnevnih izzivov. Jaz sem bil šokiran. Mi smo v najboljšem primeru pričakovali do 300 parov, ki bi se nam naj pridružili, pa vas je bilo 920, tako da to je izjemna številka, ki kaže na to, da je to korak v pravo smer. Res hvala vsem, ki ste sodelovali. Jaz mislim, da ni nikomur žal. Bomo zdaj si še vzeli čas, da pregledamo odzive, ki so prišli v anketah, ampak že sproti je prišlo izjemno dobrih odzivov. Marsikoga smo tudi, rekli smo začetek, geneza je začetek, prva Mojzesova knjiga, se pravi, ne bo to začetek nečesa novega za naju. Marsikoga smo zbezali statusa quo. Se pravi, ali na področju intime, ali na področju pač pogovora, stvari so prihajale na dan, ki so težke. Lahko nekaj vprašam, ne? No, si omenil intimo, ne? No, povej. Ko ste v ekipi recimo predlagali tisti izziv, pojdita skupaj spat gola, a ste se kaj spraševali, kakšni bojo odzivi, kako bojo to ljudje sprejeli? A se vam je zdelo, da bomo mogoče kakšnega pa spravili malo čez rob s to idejo? Ja, smo se spraševali, malo nas je bilo tudi strah, Upam, da ni bilo komu prav prehudo. Dejstvo je, da ta izziv smo plasirali v naš krog, se pravi v krog ljudi, ki že nekaj dela na odnosih in smo si zaradi tega morda upali malo več, kot bi sicer v neki splošni populaciji. Ampak mi smo rekli, mi moramo najprej diževe ljudi, ki že nekaj delajo, recimo s tem, da hodijo v zakonsko skupino, s tem, da pridejo na seminar, njim moramo dati tisti korak naprej. In smo rekli, za njih pa, če se bo tukaj pokazal problem, bo to pač pomenilo, da sta se doslej mu uspela uspešno izogibati in je prav, da naslovimo to. Tako nekako. In smo bili potem na koncu zadovoljni, ker se smo majčkeno več teh, rečemo temu, golih stvari na začetku imeli, da je potem bil še čas, da to izzveni in da se na drug način še uspeta približati spet. Upamo, načrtujemo, če bo kdaj, da bomo lahko v postu zgodbo ponovili. Z novim izzivom? Vsebino, seveda, tako nekako je želja. Hkrati je pa treba v ozadju razmišljati, kakšni pa so zdaj koraki naprej. Mimogrede vabilo. Dejte čist, če kdo se čuti nagovorjenega, karkoli v zvezi s tem predlagati, pišite benjamin@dis.si, jaz bom z veseljem maile prebral ali pa odgovoril ali pa razmišljal malo z vami skupaj o tem, ali je to pot nekega dnevnega dela za zakonce za naprej. Ker radi bi tudi to, da skozi družini v življenju pravimo dajemo naprej. Radi bi, da to, kar mi doživimo, pride do tiste stopne, ko se potem začne, a veš, ko ne moreš, da ne bi delil tega, da bi rekel, stari probi, koliko je dobro. In da se pol, tisto, kar sva prej rekla, kakšne moške zaktivira, pa rečejo, lej, žena, a greva čez tole. Ponavadi bojo gospeza. Ja, ker malo takole vidim po družbenih omrežjih, dejansko se ta dajemo naprej že spontano dogaja pri tistih, ki jih je zadeva res navdušila. Ja. Kar delijo, kakšne izivčke napišejo, kako jih je mož presenetil. In to je tako lepo gledati, ni? Ja, to je res užitek. Mislim, malo to beležimo, spravljamo te odzive, ker se nam pokažejo, da to, kar delamo, ni neki neoprijemljivka, ampak da ima konkretno posledico v življenju ljudi in lepšega, kot to v resnici ni. In samo upamo lahko, da je tem 900 plus parom, ki so se odločili vključiti v genezo, letošnji božič majčkeno drugače odmeval kot prejšnji. Mislim, da večkrat upamo, saj prav vemo, za mnoge vemo, ne bom rekel, da za vse, ampak za mnoge vemo in hvala Bogu. Bogu hvala, ja. Govorila sva že v studiu, pa o genezi, ki je del ene širše zgodbe o bodoči aplikaciji in vse te stvari so del tudi našega strateškega načrta, ki smo ga 2022 sprejeli in traja do leta 2025. In v tem okviru smo se odločili, da bomo tudi izdali eno našo knjigo, prvo našo knjigo, da tako rečemo. Tako, ja. Dajva še kaj o tem povedati. Išla je v začetku leta 2023. Knjiga Da, življenje Sare Ahlin Doljak. Sara Doljak je, mislim, da jo gledalci poznate, se pravi pravnica, najuglednejša pravnica, že ne vem katero leto zapored,
ki pa živi in pričuje o življenju z multiplo sklerozo, ne, in brez glasu pričuje. In meni je tako, no, gane me, ko pomislim, kako je tudi zamisel v tej knjigi nastajala, ker tudi nekako jasno vidiš nek božji prst, najprej seveda v Sari in v njenem življenju in v njeni odzivnosti temu nagovarjanju ljubimca njene duše, kot pravi Bogu, a ne. Potem, da je to delila na Facebooku in potem, da je naša Meta Halas to tako dobro uredniško sestavila skupaj v to knjigo. In pa potem v neki preroškosti, ki je pa v tem času, ko se mi kot širša družba sprašujemo, kakšna je sploh vrednota življenja, ali je vredno življenje, ki kao ni produktivno ali pa ki preveč boli, ki je preveč, bi rekel, trpeče, kar končati. A ne? In imamo tukaj en Sarin odločen da. A ne? In prek 1000 knjig se je prodalo, kar je za naš prostor v redu, jih imamo še na voljo, tako da lahko se jih še naroči. Mislim, da je en pomemben prispevek za našo družbo v tem času z tega naslova prišel. Ne? Tako da hvala Sari, pa spet hvala Bogu. Ja. Ko smo se lotili knjige, ne, še nismo vedeli, da bo ravno v tem letu prišel ven ta predlog zakona, ne, o samomoru s pomočjo in to, kar ti praviš, preroško. Ne. Ja. Tukaj se res vidi, kako vodi duh, no, celo zgodbo, ne, da to ni naša ideja kot taka, ampak da je dejansko bilo namenjeno. Ker v knjigi smo že tudi nekaj časa govorili, pa ni prišlo do realizacije, ampak prišlo je pa v najboljšem možnem trenutku. Ne. Res je, res je, ja. Tako da se mi zdi, da se je vredno jo kar vzeti v roke pa pogledati. In ena od stvari, ki smo si jih zadali v tem strateškem načrtu in se tudi zdaj že kar dogajajo, so pa tudi novi tematski seminarji, a ne? Niso novi v smislu, da jih pri Dižu ne bi imeli, že kar nekaj časa jih imamo, ampak smo pa nadgradili vsebine. Daj nam povej, od kod sploh ideja za tematske seminarje? Ne? Vsi vemo, da imamo že več kot 20 let nepozabne trenutke za naju, naš temeljni seminar, ki je, bomo rekli, naša ta glavna blagovna znamka, ne? Veliko ljudi nas ravno potem pozna. Potem imamo tudi nadaljevalne seminarje, ki so že tudi stalnica. Tematski so pa prišli zdaj v zadnjih 7 letih približno? Ja, to, ko je Aleš Čirin prišel k hiši, smo skupaj že takrat probali malo strateško gledati to, kar družina in življenje počne, in nastavki, ki sta jih Dani pa Vilma že od samega začetka zastavili, so že od začetka kazali na to res veliko zgodbo, na široko ponudbo enih, bi rekel, produktov v narekovajih, se pravi vsebin, ki so možne za ljudi, da prek njih vstopajo v to gradnjo odnosa, ne, in zakonske skupine in seminarji sta dva ključna dela tega, kar delamo. Ne. Ampak ko je Aleš prišel, smo ugotavljali, mi rabimo nekaj za vmes. Se pravi, od temeljnega seminarja nepozabnih trenutkov, kjer pari pridejo in se navdušijo, je bilo potem kar težko vstopiti v nadaljevalni seminar, ki sta ga Dani pa Vilma vsako leto na novo naredila, in je bila zelo močna duhovna hrana. Ne. Smo rekli, mi imamo mleko, imamo meso, rabimo še nekaj za vmes, smo rekli, ne, rabimo makarone. V tem smislu. In smo potem takrat snovali ta dva prva tematska seminarja o denarju, ki ga Aleš pa Marinka Čerin delata, in potem s Saro pa z Bojanom Doljakom in pa z Brozovičevima seminar o preizkušnjah. Ne? Tako da ta seminar se zdaj letos, prav zdaj le enkrat ponovno ponavlja po več letih. Ne? No, iz tega našega strateškega načrtovanja, ki si ga omenila, je pa prišlo pač potreba, da to razvijamo dalje. Ne? In tukaj hvala tebi, Marjeta, ki si, bi rekel, iz področja dela z zakonskimi skupinami se preusmerila na to delo seminarij in je zdaj tudi res odcvetelo. Jaz bi v bistvu tebe povabil, da kaj več o tem svojem področju predstaviš, da malo poveš, no, kako si ti videla ta proces, kateri seminarji zdaj so, kaj nastaja. Kako ti je delati? Tukaj recimo so v glavnem prostovoljski pari, ki se toliko angažirajo, da pripravijo temo seminarja in da ga potem tudi večkrat na leto izvedejo. No, to se mi zdi, da je tak unikum. Ne? Pa kaj je glavno pri teh naših seminarjih? Kaj ljudje dobijo ven? Ja, zdaj mi smo
v skladu s strateškim načrtom, najprej se lotili, malo smo določili že teme, katere so najbolj aktualne, rekli smo, starševstvo je aktualno, spolnost je aktualna, medgeneracijsko sobivanje. Tako da smo res začeli s starševstvom, seminarjem Nepopolno starševstvo, ki ga vodita Katarina pa Klemen Lajevec pa Ines pa David Križman. In to je bila moja, bom rekla, prva izkušnja, kako narediti tematski seminar in smo se vsi učili. Tako govorniki na teh seminarjih kot jaz. Bilo je veliko enih srečanj, ko smo delali nabor tem, kaj vse bi bilo ljudem zapovedati. Ne? In tukaj nastane en tak zanimiv proces, ker na začetku si misliš, v redu, seminar, to je 5 nagovorov po recimo 1 uro, slabo uro. Kje bomo mi dobili toliko vsebine? Pa začneš pa to pisati, in ugotoviš, da je vsebine toliko, da je treba se začeti odpovedovati določenim stvarem in ta proces je težek, je naporen, tudi je treba razločevati, katere teme so pa tiste vseeno ključne. Vedno si pa na vsakem seminarju najprej zastavimo eno ključno sporočilo, ki ga želimo ljudem dati. Zakaj? Tako, na seminarju o starševstvu konkretno, ključno sporočilo tega seminarja je, bistvo vzgoje je najin odnos. In pari, ki prihajajo na seminar, bom rekla, so kakšni malo presenečeni, ker pridejo po recepte, otrok trmari, kaj naj naredim, kako naj se pogovarjam z najstnikom, in potem mi od 5 nagovorov, vsaj 2 nagovora, 2,5 posvetimo temu, koliko je pomembno delati na odnosu. Posvetimo temu, kako graditi odnos. In ponavljamo to mantro, ki jo je Marko Juhant, velikokrat pove, kaj pa v vzgoji najpomembnejše. Prvo pravilo zgled, drugo pravilo zgled in tretje pravilo zgled. Ampak mi je tako lepo, ko potem recimo dobimo ankete po seminarjih, pa pari napišejo, kaj neseva domov, in jih veliko napiše, da je najpomembnejši najin odnos. Kar pomeni, da to sporočilo tako. Pa ne zato, da bi se nam fajn zdel, ja, razumeli so, ampak bolj to, da res to ponotranijo, ker vsi vemo, pač otroci nas gledajo in ni važno, kaj mi govorimo, kaj mi pridgamo, to gre vse mimo. In mi je toliko lepo, ti naši pričevalci, glih na seminarju o starševstvu imamo tako fajn kombinacijo, Katarina pa Klemen sta že pač starša, ki imate, ne vem, že eno hči poročeno, skratka otroci odhajajo od doma, Ines pa David imata mlajše otroke, in tudi potem pari, ki pridejo na seminar, rečejo, ja, dobili smo vsak nekaj, ker prihajajo sveži starši, pa prihajajo tudi babice pa detki, preveriti, če so v redu vzgajali, pa jih potolažimo, da verjetno niso, pa da tudi mi ne, v smislu dati neko realno sliko, pač vzgoja, ki nikoli ni enostavna. Predvsem pa tudi ta poudarek, prav ta seminar zaključimo res takim močnim pričevanjem Katarine in Klemna, o tem, da veliko stvari pa ni v naših rokah, in da se moramo zanašati na Boga. To se mi zdi pa ključno sporočilo vseh naših seminarjev, ne glede na osnovno temo. Točno. So pa osnovne teme pomembne zato, ker ljudje pač pridejo na seminar, ker jih nekaj konkretnega skrbi, ker imajo težave, ker ne vejo, kako bi. In ta drugi seminar, ki smo se ga lotili po starševstvu, je seminar Najina spolnost, ki smo ga zdaj izvedli lani, marca v Izoli, ne v Izoli. Enega v Crikvenici, tako, v Izoli bo pa zdaj letos. Tako. In tudi ta seminar, jaz osebno sem imela kar malo tako pomisleke, v smislu, a bo kdo prišel na seminar, ko bo glavna tema spolnost. Ker to, kar si ti že prej malo omenil, v krščanskih krogih, je to ena tema, kar ne znamo se o njej pogovarjati, nam je naroden, ne vem, mogoče imamo nekateri ali pa imajo nekateri še to privzgojeno, nekaj slabega, in tako. Ampak presenetljivo, ko smo seminar ta prvič razpisali, je bil zelo hitro poln, z dolgo čakalno listo, in smo res videli, da je potreba potem govoriti o teh stvareh. Na tem seminarju smo pa tudi naredili nekaj novega v družini in življenju, namreč nismo vse delali sami, povezali smo se z inštitutom Integrum, kjer sta kot govornika sodelovala Mojca in Benjamin Tomažič, od naših govornikov pa Meta in Primož Halas. In je bila res ena taka dobra kombinacija, res. Zelo zadovoljni udeleženci, Mnogi so napisali, da se jim je čisto en nov vidik na spolnost odprl. Napisali so tudi, da ta seminar pripomore k boljši spolnosti, tako da to ni reklama, ampak taki so bili pač odzivi. In smo zelo hvaležni, ker vidimo, da
so nekatere teme, ki so v cerkvi še zmeraj malo tabu. A ne? Pa čisto konkretno zdaj nastajajoči seminar, ne, o medgeneracijskem sobivanju. Ne. Ja. Tukaj si pa ti, kot vidva z Matejem, bosta tukaj pričevala, ne, se Tako. pravi, poleg Jana pa Daniele Škrobar, pa Miha Ruparčič je z vami, ki bo strokovni vidik podal. Ne. Tako. Tudi ta seminar ne bomo naredili takole v sodelovanju, ne, še s stroko. Ne. To velikokrat dobimo v anketah. Dajte še kakšnega strokovnjaka pripeljati. Ne. In smo odprti za te predloge, se nam zdijo tudi čisto smiselni. Se pa zdi meni osebno, no, ko imam tako te seminarje nekako čez, pa zelo pomembno, da ostaja rdeča nit vseh naših seminarjev pa ravno pričevanskost. A ne. Nepopolno pričevanskost. Tako. A ne. Da vsi, ki na teh seminarjih pričujemo, govorimo, mi bi lahko prebrali 3 knjige, pa pol potegnili ven neke zaključke, pa to predstavili. Lahko bi. Ampak te knjige lahko vsak sam prebere. Ne? Tega, kar smo pa mi v življenju doživeli in kako nas je Bog vodil, tega pa težko prebereš v kakšni knjigi, ker takih knjig ni veliko. Poleg tega je pa to veliko lepše in bolj nagovarjajoče slišati v živo. A ne? Ko se tudi z udeleženci povežemo, ko res na vsakem seminarju, tudi na teh tematskih vidim, a ne, nastane ena taka skupnost. Ja. A ne? Ljudje to... Čeprav kakšni pridejo čisto na novo, ker Ja. na tematski v bistvu ti lahko priješ direkt, brez da bi moral prej skozi nepozabne trenutke, kot je Res bilo je. prej pravilo za nadaljevanje. Res je. Je pa zanimivo, a ne? Mi si res želimo na te seminarje povabiti pare, ki še ne poznajo družine in življenja, ampak zaenkrat prihajajo pari, ki nas že poznajo, niso bili še vsi na temeljnem, to je res. Se je pa tudi to, da imamo zdaj toliko teh novih seminarjev, bom rekla, kar po eni božji milosti dobro pokrilo tudi s tem, a ne, da trenutno Dani pa Vilma ne moreta izvajati seminarjev, a ne, zaradi Vilmine operacije in rehabilitacije. In Bogu hvala, da imamo zdaj toliko tematskih, da dejansko ni zdaj nastala ena luknja, ki bi rekli ljudem, lejte, letos vam pa nič ne moramo ponuditi, a ne. In smo res vse tematske seminarje, tako kot si rekel, tudi preizkušnje, ne, ponovno dali na spored, da omogočimo ljudem, da si privoščijo ta vikend zase, da pridejo. Veš, tukaj tudi jaz močno vidim ta božji prst v resnici nad tem našim delovanjem, ker jaz se spomnim par let nazaj, ko smo se z Alešem pogovarjali, ko je bilo res še vse in to vsak temeljni, vsak nadaljevalni seminar, odvisno od Danja in Vilme, smo rekli, kaj če se kateremu od njih kaj zgodi, diža ni. No, in tukaj se je skozi ta proces zadnjih nekaj let in tudi a veš, delo z ekipo in vi kot ekipa, vsi skupaj, no, tukaj sem jaz, v resnici jaz sem imel letos izkušnjo, ne, oziroma lansko leto sem 2-3 mesece odležal zaradi težav s hrbtenico. Ekipa je delala, diš je šel naprej, nič skoraj se ni poznalo, da me ni. Ne. In to se mi zdi, da je v resnici en tak milost, pa tudi neka modrost, no, da je treba tako peljati stvari, da se da, da se te faktorje rizika mečken umakne. Tako da hvala Bogu. No. Ja, velika ekipa nastaja, ne, tudi z teh govorniških parov. Ja. In tudi ti si se zdaj pridružil govornikom, ne? Ja. V letošnjem letu si stopil, rečemo, na oder temeljnega seminarja, kar je bil pa verjetno kar velik korak zate, ne? Ja, definitivno je tukaj neka tradicija, ne. Se pravi, v družini in življenju je temeljni seminar, kot si rekla, je znamka, ne, se pravi. Tudi ekipa govorniških parov na temeljnem seminarju je izdelana in v resnici zelo dobro funkcionira že od nekdaj, tako da sem se moral kar pridružiti obstoječemu timu in bi rekel, se pustiti malo poučiti, kako tukaj stvari laufajo. Tako da moram pa reči, no, da sem res hvaležen pa vesel prav za tvoje delo tudi, no, kako dobro si to ekipo peljala, potem tudi ta prenova, ki se je v vsebinskem smislu zdaj zgodila na temeljnem seminarju, ne, in tudi recimo konkretno bi se zahvalil Miti Stantiču, no, ki je res veliko delo opravil, da je tukaj v ozadju recimo vsebine pomagal prerešetati. Seminar smo zdaj naredili majčken, tako da majčken bolj diha, ne, se pravi, da ni toliko nabutan z nagovori. Tako, kot si rekla, glavna stvar je pa pričevanskost, ne, se pravi, jaz sem hvaležen moji Saši, ki pride zraven in me spremlja povsod in mi
pač stoji ob strani, no, čeprav neposredno še ne govoriva skupaj na seminarju, ali pa tudi ne govoriva, pa tudi vprašanje, če bo kdaj, ampak se mi zdi, da tudi ta paradigma je v redu, če se majčkeno pretrese, zaradi tega, ker imamo zelo veliko, jaz pač imam tudi za povedati iz svojega razvoja, bom rekel, tudi konkretno v moškem nagovoru se mi zdi, da je neka taka vsebina, ki jo deci danes rabimo, pa lahko povem za nek svoj proces, skozi katerega sem šel, ki ni samoumeven in ki ga v resnici bi morali možakarji dati skozi. No. Se pravi, da greš skozi svojo bolečino, da greš skozi svojo vzgojo, skozi svoj način odnosa do sveta, do žene, ne? In da pač tukaj v večji meri prevzemaš neko odgovornost za svoj razvoj, ker tudi moja žena me k temu v resnici vedno rada spodbuja, ne? In še sama ne ve čisto točno, ali pa mogoče včasih, no, bom rekel za nazaj, ni vedela čisto točno, kaj bi si želela, pa mi zdaj pove, ja, to sem hotela. Ne? Samo to je pač en kup enega dela. Proces, ne? In če v ta proces lahko koga povabimo. Se pravi, paradigma Diža je, da delamo z obema, z možem in ženo hkrati, da oba prideva na seminar, vendar pa sva noter dva posameznika, ki naj bi postajala eno, in to ne na ta način, da se odpoveva samemu sebi, oziroma da se odpoveva samemu sebi, ne? Ampak ne, da postaneš tisto, kar bi drug hotel, ampak da tisto, kar Bog hoče za enega in za drugega, in da prideva skupaj. To je pa za vsakogar od naju proces. Ne? In tako se mi zdi, da je kar pomembno loviti neko smiselno dinamiko med tem, kje nagovarjamo par, pa kje nagovarjamo samo enega v paru. Ne? Tako, no, in temeljni seminar v resnici nepozabni trenutki za naju to dejansko naredijo s to kombinacijo nagovorov za vse, pa tisti moško, ženski in tako naprej. Ne? Je pa to vsekakor za mnoge, in tudi to je namen, začetek dela na odnosu. Ne? Imamo pare, ki so letos oziroma lansko leto bili z nami na seminarju, kjer so potem, ko so prišli s seminarja, šli na center za socialno delo, kjer so dvignili vlogo že podano za ločitev in so rekli, midva sva ugotovila, da sva tako kot ostali, imava probleme, velike probleme, ampak bo treba delati. In sta začela delati in sta bila potem tudi na ostalih naprej seminarjih v skupini in tudi individualno. In ni to glavnina našega fokusa, se pravi, tukaj vidimo pomen tudi dopolnjevanja našega dela z samimi terapijami, ampak vidimo, kako pomembno je res to, da prideš na seminar, slišiš pričevanje nepopolnega posameznika, nepopolnega para, rečeš, se imamo pri nas tudi take stvari kot pri vas, ampak se da in je vredno. Ne? Predvsem to sporočilo, ne? Ja. Ja. V svetu, kjer je pač, če ni vse takoj, se pač ne gremo. Pa na razne. Ja. Tako. Ja. Pa dejva, gotovo naše poslušalce pa gledalce zanima tale informacija. Ne? Rekli smo, da v tem šolskem letu nimamo nadaljevalnih seminarjev, ne? Ampak kaj pa v jeseni, v letu 2024, lahko že računamo na naslednji cikel? Ja, Bog daj, no. Naše dva, ne. Dani pa Vilma pravita, da načeloma ne. Se pravi, ta tema beseda, ki jo zdravlja, ki bi naj bila lansko leto na sporedu, upamo, da bo na voljo. Ne bomo probali. Pravočasno bomo razpisali in se že dogovarjamo, ne. Se pravi, za dva večja seminarja. Čatež pa Crikvenica. Tako da to bomo videli zdaj. Ampak načeloma jeseni se računa s tem. Ja. Pa mogoče tlele dajmo še eno zahvalo, ne, vsem, ki ste spremljali to Vilmino pot, pa njeno operacijo in proces rehabilitacije. Hvala za molitve. Ja, res. Ja. Vilma prav rekla, naj se zahvalimo vsem. Ker čeprav je na videz rutinska operacija, pa vsi, nam vsem manjka, ne. Nam manjkata zdaj na nadaljevalnih seminarjih, manjkata v ekipi in si res želimo, no, da bi lahko še kar nekaj nadaljevalnih seminarjev pod njunim vodstvom speljali. Ja. Pa dajva se še dotakniti, prej si omenil, ne, dve ključni področji naši.
Eno so seminarji, drugo so pa zakonske skupine. A ne? Naša sodelavka Mojca Nuč se ukvarja z njimi. Kje smo zdaj pri zakonskih skupinah? Na pamet ne vem, mislim pa, da je 282 zakonskih skupin v Sloveniji, ne? Se pravi, vsako leto kakšna razpade, to pomeni, da jih toliko več nastane. Se pravi, definitivno več kot 10 na leto, tja, proti 20 na leto novih nastane. Celo 30, Celo mislim, da smo jih imeli je bil lani. že podatek. Ja. Tako da tukaj v resnici je Mojca, pa potem vsi naši sodelavci, ki ste na terenu, regijski voditeljski pari, ki imate odprte oči za priložnosti, za potrebe ljudi, kje je kak par, kje je kakšna skupina parov, ki bi se rada dobila. Ne? Se pravi, zakonska skupina pač pomeni, da sistem, ko daš enkrat na mesec srečanje v svoj urnik, ko daš enkrat na mesec, upamo, zmenek in pa še ne, se pravi, trenutke za najo, to pomeni domačo nalogo po domače, ne. S tem si zagotoviš, da boš ti nekaj vsaj 3-krat na mesec naredil za svoj odnos, kar je neskončno bolje kot nič. In dejansko vidimo, kako pari pač, ko pride v skupino, večina skupin se odpre, večina skupin pove za svoje težave, pove za svoje stiske, za svoje skrbi in sistem omogočijo nek krog zaupanja. In glih, kar sem slišal, nisem še bral, moja žena zdaj bere eno knjigo Prebojniki, zelo dobra, no, kjer so ugotavljali, kako eni italijanski priseljenci, ki so prišli v Združene države Amerike, je cela vas iz Italije v Pensilvaniji zgradila čisto kopijo svoje vasi, z cerkvijo vred in z ne vem čemu vse, isto ime so dali. In potem je bila ta vas statistično gledano čist drugače, glede srčno-žilnih obolenj kot kjerkoli druge po Ameriki, in so šli raziskovati, zakaj. In kaj so ugotovili? Ne prehrana, skupnost. Skupnost je bila tista, ki je pač poskrbela za to, da ljudje niso obolevali. Ne? In mi v resnici danes v tej atomizirani družbi krvavo rabimo skupnost. Spomnim se Klemna Selakoviča na eni od teh njegovih idej, je rekel, joj, ko bi jaz, ne danes več ni tistega, da cela vas vzgaja mulce, ampak ko bi imel koga, da bi se, ali Ciril Komotar, kdo je to rekel, v glavnem, ko bi jaz imel koga, ki bi se lahko z njim pogovarjal o tem, kako vzgajati svojega mulca. Stari imaš, zakonska skupina. Ampak mečkem pa je tudi še vedno ta pridih tega, da smo mi pač ena zaprta krščanska skupnost, kar sploh ni res. Tako da v resnici kdorkoli želi, tudi neporočeni pari jih sprejmemo v skupine. Se pravi, pejta na diz.si, pa se prijavite, tam je obrazec za prijavo, hočva v zakonsko skupino in lahko prijete zraven. Se pravi, ni nujno, da vaj bomo čisto takoj pofočkali, ampak Mojca, ne, ki res intenzivno vsakodnevno dela na tem, išče v zadnji priložnosti, kje se da novo skupino ustanoviti, kje je še kakšna skupina odprta za kakšne nove pare. Tako da tukaj je res ogromno enega telefoniranja, dogovarjanja, res čist cele dneve na telefonu in pač hvala Bogu se res pozna, ne, tako da gremo res proti številki 300. Mi je pa zanimivo, ne, spomnim se, pred leti je gospod Jože Ramovš rekel, ne, ko bo pa v Sloveniji 3000 zakonskih skupin, takrat se bo pa to zares tudi na širši družbi poznali. Ne. Tako da veste malo, kam ciljamo. Ja, pri čemer nam je pa bistvo ravno to, a ne, da rešujemo vsak zakon posebej. Točno tako. Ne, niso cifre na koncu pomembne. Ne. Vsaka družina, ki se jo reši, ki začne delati na novo, na odnosu, in to družina sta vedno mož pa žena najprej. Ne. Se pravi, tam potem, veš, koliko enega pritiska se zmanjša na otroke, kjer ima ta odnos pošlihtan. Se pravi, vsi pregovorno vemo za zgodbe mamic, ki začnejo nadomesten odnos s svojimi otroci graditi, ki postanejo preveč protektivne, preveč začnejo čuvati svoje otroke pred izkušnjami v svetu, ker nimajo poštimenega odnosa s svojim možem. Tako da tukaj jaz si upam trditi, da z našim delom gremo v korenino vseh družbenih težav. No. To si upam reči. In zato se mi zdi toliko bistveno. In iz tega sem tudi toliko bolj hvaležen vsem, ki to delo spremljate, ki ga delate na terenu, ki ste z nami in ki nas tudi finančno podpirate. To je pač res
brez vas tega ne bi bilo. Ne? Pa mogoče bo o tem kaj reči na koncu. No, deva, bomo prišli tudi do financ, ne? Ker brez tega, kot rečeno, v tem svetu ne moramo. Veliko sva že povedala, kaj delamo, pa še niti približno ne vsega. Ne? Imamo še čisto posebno, bomo rekli, vejo dela, ki jo Aleš pokriva, to je delo z moškimi, a ne? Ki so mesečni moški odmiki, pa potem poletni odmiki v divjini, pa 3 poletni duhovni tedni v Vržeju, skratka, res ogromen enih stvari. In Revija, za vse to revija, tako, tedenske enovičke. spletna stran, družbena omrežja, ne? Ja. Za vse, da vse to laufa, rabiš ekipo, ne? Ti si že večkrat danes omenil, da ekipo imamo, pa da jo malo predstavno, mogoče pa vsi ne vejo, kdo vse ekipa je. Ja, jaz sem res, še enkrat bom rekel, hvaležen, ker taka ekipa tudi ni. Ekipa, ki bi kar sama od sebe in naključno prišla skupaj. Tukaj v resnici tudi vidim močno Božjo roko, ki je pripeljala res komplementarne darove ljudi skupaj. No. Tako da evo, Marjeta Bec, seminarji, tole, si se že malo predstavlja in tudi kaj delaš. Mojca Nuč, zakonske skupine so jo že omenila. Ne. Meta Halas, ki urednikuje reviji in jo bo zdaj v tem letu, jo želim mečken sprostiti za to, da bo lahko več tudi uredniškega dela, drugega delala, pač poleg tega, da se prenavljajo gradiva za zakonske skupine, da bi znali še kakšno knjigo kdaj izdati. Želim, da se lahko ona kot res odlična vsebinka posveti celoti vsebin Diža. Tukaj imamo pač res tudi od strateških izzivov, da si pogledamo ta Dižev itinerar, se pravi, s katerimi vsebinami nagovarjamo katere pare, v katerem obdobju njihovega življenja in kako se te vsebine povezujejo med seboj. Tako da na ta račun kot novo urednico revije pripeljemo v ekipo tudi novo, se pravi, to je projektna sodelavka, bo Jana Kuzma se pridružila zdaj v tem letu, bo prevzela revijo od Mete, je že sodelovala pri tej zadnji z njo. Mimogrede, revija ima že skoraj 5000 naslovnikov, tako da je res en lep doseg tudi te revije. Potem imamo Tadeja Vindiša, ki skrbi za spletno stran, za socialna omrežja, za vse objave, ki so, za vse mailinge in tako. Tako da tukaj je tudi ogromno enega vsakodnevnega dela, da se vse to objavljanje dogaja. Poleg tega pa Tadej, ki je res talentiran, še od zadnje en kup tehnikali zrihta za nas, ker taka ekipa v bistvu tudi velikih spletnih orodij že od zadnje zahteva. Odkar ga imamo, malo lažje dihamo. Veliko lažje dihamo. Pa še vodi ansambel oziroma skupino Svetnik, ki v resnici tudi za Diževe potrebe velikokrat razna slavljenja organizira in tako. Pač kadarkoli imamo kakšne dogodke, se lahko zanesemo, da so z nami in se je tudi tukaj nivo našega, bi rekel, glasbenega, tudi na seminarjih samih je prisoten. Se pravi, se je ta nivo duhovne slavljenske glasbe res dvignil na najvišji možni nivo v Sloveniji, tako da smo hvaležni res tudi Tadeju. Omenili smo že večkrat pač Aleša Čerina, ki kot prostovoljec, se pravi, Aleš pa Dani pa Vilma so naši penzionisti, smo hvaležni, da so šli v resnici tudi uradno v penzion, tako rekoč, da so zamenjali plačnika, pa da je še vedno isti naročnik od tam zgoraj in da pač po prostovoljno, kakor le lahko, pač pomagajo vsak po svojih močeh. Naša Erika Novak, ki je v resnici itinerar Diža že od leta 2007 se mi zdi prostovoljno zraven, oziroma 2009 mislim, da je začela sprejemati prijave. Potem so se mi dva nekako konec leta 2013 skupaj pridružila. Začela poleg ustanoviteljev še ekipo graditi. Erika počasi izprega, se pravi, tudi za njo bo prišel čas za upokojitev, ampak recimo z njo je skozi tudi njen Zlatko, ki ogromno stvari zadaj pomaga. Tako da smo res obema izjemno hvaležni. Tako da mislim, da sem zdaj vse naštel, ampak kot projektna sodelavca sta pa tudi že večkrat omenjena. Pač Rok tule z nami skrbi za vso videoprodukcijo. Te je seveda čedalje več, tako da tudi Dižev projekt, ki ga on dela, je čedalje večji.
In res smo veseli, no, da se je tudi kot, bi rekel, sveža moč prav na tej genezi pridružila tudi Bogomila. Tukaj so stvari še zelo, se pravi, Sveti Duh naj pove, kam naj ta projekt se pelje naprej. Če Bog da, bo morda ratala res neka velika reč iz tega. Ona res kompetentno zagrabila stvari od prvega dneva, res napolno vstopila v vsebine, raziskala, preštudirala in spravila že stvari v prakso, tako da je res tudi en tak dober dodatek. No? Pa so pa tukaj tako, ne, jaz bi zmeraj rekel, pri Dižu za ceno enega dobiš dva, ne. Tako da dejansko vsi naši žene in možje, ne, tvoj Matej, moja Saša, Tadejeva Dominika, Metin Primož in tako, Mojčin Robi, vsi lepo napolno zraven, tudi kot neplačani del ekipe prostovoljo na raznih dogodkih, seminarjih, vržejih in tako naprej. Tako da hvala Bogu, no, da je to možno. No. Ne moreš delati za Diž, ne? Če ni tvoj mož ali žena zraven. Ne? Ja, pa to kar fejst zraven. Ne? Se pravi, tista originalna ideja, ki je nekoč bila, da bi naj kot mož in žena oba delala, zdaj sta Rok pa Bogomila prva dva taka, da sta napolno... Po Daniju in Vilmi, ne? Po Daniju in Vilmi, ja. Ampak drugače pa pač avtomatsko so vsi precej upreženi. Če ne drugače, pa tako, da doma čuvajo otroke, ko si ti na seminarju, recimo. Res je. Kar nekaj vikendov so tudi sami, ne? Ja. Tudi naši otroci, pravim, so naši prostovoljci. Dej povej to anekdoto. Kaj je že bilo? Mi smo bili na Rogli, ja. Dej povej ti, no. No, ko je bil Benjamin prvič v vlogi govornika na temeljnem seminarju, je prišel na Roglo z ženo, ne, Saša je bila, pa prišel je... Z Julijo pa z Žigatom, ne? Tako, Žiga in Julija, ki naj bi čuvala Žigata, ne? Medtem, ko si imel te nagovore, ne? In potem en večer, mi smo imeli program, a ne, Žiga je bil že v pižami in se je Juliji izmuznil iz sobe, ne. Pet let star, ja, če ne veste, ne. In je šel na hodnik in tam so eni ljudje igrali nek biljard, ali kako že, in so ga sprašvali, ne, ja, kaj pa ti tle delaš, ne. Pa on rekel, ja, moja mami pa ati delata za Diž in jaz sem tako velik sam, ne. In pa smo se hecali, ne, kakšen glas bo šel okoli v Dižu, ne. Kovačeva kobila. Mi smo na seminarjih, otroci pa sami, ne. Se trudimo tudi v drugo smer, ampak res, ja. Prej sva že malo nakazala, ne, da toliko veliko stvari in tako veliko ekipo je treba tudi nekako preživljati, ne. In pri denarju se vse začne pa konča, ne, včasih. Pa dajva malo tudi to odstreti, no. Kako pa mi dejansko lahko imamo toliko veliko ekipo, kako lahko delamo toliko stvari, kje dobimo sredstva? Jaz bom rekel, da tudi zaradi požrtvovalnosti naše ekipe, ker mi plače sicer imamo redne, ampak nimamo polnih, tako kot bi nam sicer pripadale. Ti konkretno si šla na nižjo plačilo. A veš, in tako naprej. Tako da v resnici bi skoraj, mislim, da bi kar vsak od nas lahko imel nekje drugje večjo plačo. To si lahko rečemo. In tukaj to me boli in to upam, da se s časoma lahko tudi spremeni v tem smislu, da bomo lahko za neko čisto normalno plačo, kot bi bila kje drugje, ne vem, zate konkretno v javnem sektorju, za vsemi napredovanji, lahko normalno plačilo delovali. Res, ker že tako ali tako, kot si rekla, je teh vikendov in vsega ogromno. Da pa sploh lahko, ne, so pa v resnici in ste v resnici pač odgovorni vi. Tukaj, ne vem, če se spomnite tistega poročila v lanskem letu, zdaj ga bomo ponovno proizvedli in poslali, boste videli, kakšen odstotek, in to je več kot 3/4, prihaja neposredno iz darov. Iz darov, ki jih darujete ob teh naših apelih, ki pridejo skupaj z revijo in skupaj z božičnim apelom, ne, se pravi, ta položnica, ki pride. Smo res neskončno hvaležni vsem, ki se odzovete in darujete na ta način. Hvaležni smo pa še toliko bolj tudi vsem, ki ste se že odločili, pa čisto konkretno tlele je prav vabilo, dajte se odločiti, če ste karkoli dobrega v Dižu prejeli, pa pravite, gledajte, tam karkoli je neka dejavnost, ki gre mulc, ali glasbena šola, ali fuzbal, ali neki, pač ne vem, nekih 30 € na mesec te pride katerakoli dejavnost. To je tudi naš povprečni dar mesečnega dobrotnika, nekateri tudi dosti več, tistim še posebej hvala, res, ampak
konec koncev je pa pomembna ta redna mesečna podpora, da lahko računamo s to podporo, da lahko rečemo, da lahko načrtujemo naše delo. No. Se mi zdi pa, da hvala, ker se je ta številka dvignila. No. Tako hvala vsem, ki ste začeli na novo to v preteklem letu. Tisti, ki še niste, pa mogoče majčkeno čutite, res vas vabimo, da se nam pridružite. Vzpostavite si nek sistem na naši spletni strani Darujva, tam zgoraj v desnem kotu boste našli knof. Se lahko pač pofočkate za mesečnega dobrotnika, lahko si trajnik uredite. Takšnih je zdaj cirka 250, ki mesečno darujete. In to je ta glavnina te podpore. Potem je pa še vse te dohodnine, 1% dohodnin. Tudi Slovenska škofovska konferenca nas na letni ravni nekaj podpre. Potem dobimo tudi donacije od podjetnikov, recimo. Ne? Ampak spet to so donacije podjetnikov, ki jih v bistvu vi zrihtate, ker poznate nekoga, ki bi pa znal diš podpreti in tako. In se tudi tukaj kar nekaj nabere. Ne? Od samih seminarjev, to pa lahko pojasniva. Ne? V resnici pač, gledajte, kotizacija za par za vikend je zdaj točno koliko? Marjeta, zdaj bo po novem Koliko smo rekli? Okrog 70 evrov za vikend za par. A ne? Se pravi, to smo zdaj po dolgih letih minimalno dvignili. Ne? Morali smo pa dvigniti zato, ker smo postali zavezanci za DDV. Ne? Tako da tukaj v resnici se pokrijejo samo tisti čist neposredni fizični stroški izvedbe seminarja. Ekipe na seminarju, ne? Nastanitve ekipe na seminarju. Tvojega dela, tvoje priprave in stroškov in prevozov in vsega, kar nastane ob pripravi delanja seminarja, se s tem še čist nič ne pokrije. Tako da, in tudi časa na seminarju ne. Tako da v resnici je to res tisti grobi neposredni strošek. Tako da seminar pač kot tak je, kakorkoli veliko stane zaradi hotela, je v resnici naše darilo udeležencem, ali pa vaše darilo udeležencem, ki ga omogočite s svojimi darovi. Ne. Tako nekako je to. To je neka čudna, upam reči, božja logika, ki kar deluje. Mislim, da je v resnici osnova vsega tega, da čutimo, da je tukaj en velik pomen vsega tega zraven. Da je pač to delo, ki ga delamo, res smiselno in tukaj verjamemo, da se boste čutili nagovorjeni podpreti še naprej in tudi še kakšni na novo, no? Ker čutimo vsi skupaj, da potrebe v tej družbi pa res so še neskončno večje. In tudi, če se sam navežem na genezo, ne, smo se odločili, da jo bomo dali na voljo brezplačno vsem, a ne, ki bi to želeli. Pa možnost darovanja, če bi kdo želel že v štartu podpreti, oziroma na koncu, če kdo prepozna vrednost. Ne? Pa bi lahko rekli, pa bi lahko zaslužili. Da to košta tok pa tok. Ja. Glej, mi res bi radi to kulturo darovanja krepili. A ne? Se pravi, smo dobili, dajemo naprej. A ne? To je res neka paradigma, ki je v Dižu zelo prisotna. In hvala Bogu in hvala vsem, ki že darujete tudi čas, a ne? In talente in tako. Ni samo denar, ne? Ni samo denar, ne. In te stvari slišimo, vidimo, smo hvaležni tudi mi. Vsi skupaj se mi zdi, da smo lahko hvaležni, da smo del te zgodbe. No. Vsak na svojem koncu, vsak s svojim talentom, vsak na svoj način. No, pa dajva midva počasi zaključiti, ne? Eno leto je za nami, zdajle sva šla čez nekaj stvari, ki jih delamo, pa je že tega veliko, za kar smo lahko hvaležni, a ne? Gotovo je še veliko zgodb, za katere sploh ne vemo, pa so se zgodile. Amen. Ja. Česa si pa ti, recimo, želiš kot Benjamin, za sebe, za svojo družino, pa kot voditelj Diža za družino in življenje? Zase si želim, da bi znal biti in še vedno bolj postajati, tako kot sem že izkusil. Sploh v preteklem letu eno tako, kot sem rekel, s tisto boleznijo, pa potem z neko potjo čez preizkušnje sem precej nekaj rasti dobil in sem hvaležen za to. Želim si, da bi pač to znal dobro dajati naprej zase in to v resnici isto tudi želim za Diž. Se pravi, jaz, da bi našel prave načine, kako to dajati naprej, hkrati pa tudi v Dižu, da bi znal vsak zase pogledati, kaj sem dobil, da bi znal si to ovrednotiti, da bi si midva kot par
kdorkoli že sva tukaj znala vrednotiti in da bi tudi rekla, mislim, da se res začne ta kepa dobrega temelja valiti naprej še malo bolj. Ne s prisilo, pa ne zato, ker moraš, pa ne zato, ker je nekdo tako rekel kjerkoli, ampak zaradi tega, ker začutiš notranjo željo spodbujeno od Svetega Duha, komu pa še lahko kaj omogočiva, kje pa lahko še kaj narediva, ne. Konkretno si želim tudi, da se nam majčkeno bolj izkristalizira ta zgodba z genezo in z samo aplikacijo. No, to si res želim. Nadaljni koraki. Da vidimo te nadaljne korake. Ja, bomo intenzivno delali v to smer. Tudi v tem januarju imamo prav načrtovano to naprej. No, tako da to. Potem pa res, ne vem, spremljajte za sprot, pišite nam, pokličite, se vidimo, kje fizično. Kdorkoli to gleda, pa da je zdaj prvič slišal za družino in življenje, res lepo povabljen zraven. Tukaj se mi zdi, da se čistko, brez nekega tega, da bi se hotel sebe ali pa nas povzdigovati, lahko rečem, da se dogaja neka prava stvar, neka dobra stvar, ki ti zna konkretno na boljše spremeniti odnose in iz tega ven celotno življenje. No. Tako da vabljeni zraven, pridite kamorkoli, ali v zakonsko, ali na seminar, ali zaenkrat samo gledati oddaje Odnosi so zakon po spletu, na družbenih omrežjih nas najdete kjerkoli. Spletna stran je pa diz.si. Mogoče je to najbolj enostavno. Greš diz.si, tam ti bo vrgl ven en možnost za 10 pravil za zakon razložiti in potem se prijaviš na eno vičko in vsak teden nekaj dobivaš. S tem najbolj zagotoviš, da ne boš pozabil. Kar je v tej poplavi današnjega časa najbolj pereč problem, da pozabimo delati na odnosu, da pozabimo drug na drugega, pozabimo nase. Tako da, to je to. Benjamin, hvala za tale čas, ki sva ga preživela še v tem letu 2024, ko tole oddajo snemamo v tem studiu. In pa hvala vsem vam, ki ste spremljali to oddajo, ki ste naj jo poslušali, ki ste zdržali do konca. Upava, da ste zvedeli tudi kaj novega, da vas je kaj nagovorilo in vas prosimo, da nas podprete v letu 2024, pa ne samo finančno, ampak predvsem z molitvijo, z vašim blagoslovom, da bomo še naprej delali to, kar si Bog za nas želi. Hvala, Marita.